še himna naših gostov, National Anthem of Austria. Kapo dol, no? Ja, eno, ti himno se mora dati. In zdaj še za naše borce pleme Slavije, slovenska himna. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ljubitelji hokeja, znova se oglašamo iz ledene dvorane v Zalogu. Čakamo na začetek druge finalne tekme slovensko-avstrijske lige, v kateri se bosta pomerila domača Playboy Slavija in avstrijska ekipa Bergensweid. Od prve tekme ni še minilo niti 24 ur, ko sta se včeraj v soboto na ledu pomerili obe moštvi. Prva zmaga je pripadla avstrijskemu moštvu in to po streljanju kazenskih strelov. Včeraj smo lahko gledali zelo zanimiv hokej. Obe ekipi sta igrali taktično in lovili drugo pri napakah, katera bo storila manj napak oziroma katera bo storila več napak in te napake tudi izkoristila. Moštvi igrata na 3 zmagi in tisto moštvo, ki bo prvo doseglo 3 zmage, seveda bo tudi slavilo v slovensko-avstrijski hokejski ligi. Današnjo tekmo sodijo sodniki David Kamenšek in Borut Lešnjak glavno, linijska sodnika pa sta Aleš Lešnjak in Tilen Pahor. Pa naj povem, da sta danes za spodbudo na tekmi tudi Playboyovi zajčici, ki jo prav lepo pozdravljamo. Po koncu prve tretjine bosta na tribune zmetala žogice za nagrade. Tudi gostujoča ekipa navija skupina navijačev, ki so prišli iz Avstrije. Danes sicer nekaj manj, gledalcev ocenjujemo jih okrog 600, vendar ker se je tekma začela, šele pričakujemo, da se bodo tribune napolnile tudi do zadnjega sedeža. Prva resnična napad Avstrijcev sicer so prekinili sodniki zaradi prepovedanega položaja oziroma ker je en izmed avstrijskih hokejistov udrsal
prehitro v napadalno tretjino. Ker od včerajšnje tekme ni minilo še niti 24 ur, je seveda zelo odločujoče tudi, kako da si moštvi odpočili od včerajšnje prve tekme, ki je bila vse skozi zelo dinamična in napeta vse do zadnjih sekund. Včeraj sta se izredno dobro odrezala oba vratarja, pri gostih švedski vratar Svensson, pri domačih pa Aleš Sila. Še posebej sta se izkazala pri branjenju kazenskih strelov, saj je šele 8. izvajanje odločilo, katera ekipa bo zmagala. Kot sem že dejal, srečnejši so bili včeraj gostje. Upamo, da bodo danes srečnejši hokejisti Slavije. Ali bo tokrat vratar Svensson je bil zopet na mestu. Na ledu je prva petorka Slavije v postavi Kar, Ščap, Ulaga, Črcnoj in Zagorc Pilko. V avstrijskem moštvu so tudi trije tujci, švedski hokejisti z odličnim vratarjem Svenssonom na čelu. Na poti do finala je Breckentsveit premagal v polfinalu favorita prve lige, ekipo Zelamseja, po 3 zmagah. Malce vroče krvi na ledu. No, kaj bodo odločili sodniki? Eden izmed gostujočih igralcev odhaja na klop, to je branilec Golf. Prva izključitev na strani Breckentsveita in prva številčnejša premoč hokejistov Slavije na ledu. Ko smo pregledovali statistiko, je moštvo Breckentsveita vodilno v ligi, kada gre za igralca več na ledu in so v teh trenutkih dosegli tudi zadetke. Slavija ni bila tako uspešna z igralcem več, kar se je tudi včeraj poznalo, ko so imeli 5krat igralca več, vendar niso uspeli te številčne premoči izkoristiti tudi na ledu z kronanjem zadetkom. Prepovedani dolgi strel in igra se seli pred vrata vratarja Sile. No, tudi Avstrijci znajo izkoristiti vse minimalne priložnosti, ki se jim ponudijo za strel proti golu.
Sodniki so zopet piskali offside. To pomeni, da se igra seli v nevtralno tretjino. Slavija bo še slabo minuto in pol z igralcem več na ledu. Leteča menjava pri Slaviji, na led prihaja nova, sveža ekipa. Slavija samo še pol minute z igralcem več na ledu. Je Plošček v napadalni tretjini, sekunde se iztekajo. Kdo bo sprožil strelj proti vratom odličnega Svenssona? Predno bodo Avstrijci postali zopet kompletni. In moštvo strelj na žalost končal iza vrat in lepa priložnost z igralcem več je splavala po vodi. Za nami pa je že 6 minut prve tretjine. Še vedno brez zadetkov, nič proti nič. Gledamo zelo trd hokej. Oglasila se je sodniška piščalka. Igra se seli pred vrata vratarja Sile. Plošček so se borili hokejisti Slavije, ki so že krenili hitro v napad. Zopet se oglasila sodniška piščalka. Kdo bo sedaj? Aha, na klop odhaja eden izmed avstrijskih in tudi odhaja na klop igralec Slavije. Rajsar, 2 minuti. Pri Avstrijcih. Čakajmo na uradnega špikerja, številka Nilsson, mislim, da je pri Avstrijcih na klopi Nilsson. Na ledu obe moštvi s po 4 igralci. To se običajno zgodi v podaljšku, da obe moštvi zaigrata 4. Nevaren udarec Bana. Vratar Sila je Plošček pokril. In izid ostaja 0:0.
ena roka, nova izključitev, povsem pravilna odločitev sodnikov. Na odhod odhaja igralec številka 12 Unterberger, branilec pri Avstrijcih. Tako gledamo na semaforju, dve kazni pri Avstrijcih, minuta 21 za prvega in 2 minuti za drugega igralca, kar pomeni dobra minuta in pol bo Slavija igrala z igralcem več. Tokrat so na ledu 4 igralci Slavije, 3 igralci, lepa priložnost, vendar še vedno ni konec akcije. Sodržnik Ščap iz ozadja spletata mrežo. Odlično! Ščap! Bravo, Ščap! 1-0 v 9 minuti. 1-0 v 9 minuti. Strelec Ščap. Tokrat so izkoristili številčno premoč. Slavija v 9 minuti prve tretjine vodi z izidom 1-0. Strelec je bil Ščap. Dobro so to hokejisti Slavije spletli mrežo in izkoristili številčno premoč igralca več na ledu. Sodniška piščalka se je oglasila. Prišlo je do nekih napak na klopi Avstrijcev, seveda. S klopi je pobegnil Nilsson, ki je bil izključen kot prvi skupaj z Reiserjem. In seveda mu za nagrado ni pripadlo, da bi odšel z ledu. Tudi Avstrijci pač igrajo na malce nešportno, ko želijo po domače rečeno prešvercati kakšnega igralca, in to je sigurno Nilsson, švedski igralec, ki je eden izmed boljših pri Avstrijcih. Obe moštvi še vedno samo po 4 igralci na ledu. 20 sekund do izteka kazni. Pri Slaviji je prišlo do leteče menjave. Glasila se je sodniška piščalka, prepovedani dolgi strel in igra se seli pred vrata vratarja Svenssona. 6 sekund bosta obe moštvi igrali z igralcem manj na terenu. Udarec Prusnika, Svensson lovi. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. No in v tem trenutku sta obe moštvi v popolni postavi. Sedaj organizirajo napad Avstrijci. Strel Reiserja, Svensson brani. Smo v 10 minuti prve tretjine, rezultat je 1-0 za moštvo Playboy Slavije. Strelec edinega zadetka doslej je bil pri moštvu Slavije Ščap.
zvit strek Klaužarja iz prave črte, plošček je poskakoval. In kakšna priložnost, zopet gneča pred vrati Svenssona, živi kup, Avstrijci so razčistili in že krenili v napad. Tako je pač let vrsi za ene ali druge priložnost. Zopet prepovedani dolgi strel in igra se seli pred vrata vratarja Svenssona, vratarja Bregentvajda. Za nami je že 10 minut tekme v prvi tretjini, druge finalne tekme med Playboy Slavijo in Bregentvaldom. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air. Oglasili so se tudi navijači Slavije, očitno so začutili, da moštvo potrebuje še malce spodbude, da doseže drugi zadetek in poveča prednost. Da, gledamo zelo oster hokej, trd, močna moža. Andrej Bittner pri Avstrijci, eden izmed bratov Andreas in Michael Bittner. No in sedaj hitrem proti napadu. Kar pomaga mu. Da, opa, všel mu je plošček branilcu Slavije, sledi hiter napad. No, ko je popravil napako in sedaj Slavija v novem protinapadu. No, Ulaga ni najbolje tole oddal ploščka. Plošček je zopet ušel Avstrijcem iz napadalne tretjine. Klaužar pri paku. Strel Klaužarja, Svensson odbija in pokriva plošček. In sedaj zopet malce krvi. Zavrela je kri. No, malce rokoborbe, Rajsar, dvignjena roka. In sodniki bodo nekatere vročekrvneže poslali malce na hlajenje. Kdo bo odšel? Sigurno pri Slaviji odhaja na klop. Da vidimo. Rajser, danes druga izključitev. Pri Avstrijcih pa se gre Nervojter tudi hladiti za 2 minuti. Razlika od včerajšnje tekme je že danes v prvi tretjini pri Bregentvajdu na spisku 8 kazenskih minut, Slavija pa ima 4 kazenske minute, ki je pridelal hokejist Rajser. Vse to kaže, da je današnji pristop Slavije povsem drugačen kot včeraj.
prav tako Bregenswalda, ki želijo z ostrejšo igro priti do ugodnejših položajev za zadetek in seveda do vodstva. Čampa, strel Čampe, mimo vrat. Kdo bo sedaj na klop? Na klop odhaja igralec Slavije. Jančar 2 minuti. Dve minuti za Jančarja, kot kaže, je bil to hujši prekršek. Na ledu je obležal eden izmed avstrijskih hokejistov. Na led je prišel njihov fizioterapevt. Prihaja tudi zdravnik. To je številka 92, Stefan Hauble. Stefan Hauble je obležal na igrišču oziroma ledu. Da, včasih je hokej zelo trda igra. In mi, ko opazujemo hokej, nam je včasih tudi težko, ko kateri izmed igralcev obleži na ledu. No, sedaj pa bo Bregenswald imel igralca več, polni 2 minuti. Na ledu bojo 3 igralci Slavije in 4 igralci Bregenswalda. No, sodniki so Jančarju dosodili še 10 minut, kazenskih 10 minut disciplinske kazni zaradi udarca z glavo. Banja je bil v priložnosti, da bi izenačil izid. Da, očitno je šlo za hujši prekršek, nešportni. Sedaj bodo Avstrijci oblegali vrata Slavije. No, ploček jim je ušel iz njihove napadalne tretjine. Avstrijci z najmočnejšim igralskim sestavom. Lahko gledamo boj pred vrati vratarja Sile, ki je ubranil strel. Bana še vedno ni. Malo manjkalo, da bi videli zadetek. Avstrijci še vedno napadajo, pletejo mrežo okrog vratarja Sile. Lindstrom, švedski igralec, se pripravlja strel proti golom. Vratar Sila brani. Zopet vroča kri. Vratarja je pač potrebno zaščititi. Še 16 sekund kazni za oba igralca Slavije oziroma Bregenswalda. Vemo navijači, Slavija potrebuje našo pomoč. Zaenkrat je trojka Slavije uspešno odvrnila nevarnosti od svojega gola. Na led prihajajo nevaren strel. Tokrat so na ledu 4 igralci Slavije.
še sekunda in tudi Slavija je v popolni postavi in hiter napad Slavije. Strel, odličen, še vedno je vroče. Na srečo Slavije, številčne premoči Bregentveit ni izkoristil. Za nami pa že 15 minut igre v prvi tretjini. Slavija z zadetkom Šapa vodi 1-0. In vratar Svensson najbolje stori, kar lahko pokrije plošček in zopet sodniški met v obrambni tretjini Bregenzweida. Plošček je odšel iz ledene plošče. Sodnik je odšel po rezervnega. Slavija je uspela si izboriti plošček. Trda igra ob ogradi, trda igra ob ogradi. Kdo si bo priboril plošček? Hiter proti napad. Lindstrom in zopet vroča kri. Seveda vratarja, ko pokrije plošček, je treba zaščititi. In takrat malce zapojejo pesti. Sodniki, vprašanje, koga bodo zopet poslali na klop, nobenega. Tokrat so se odločili, da bodo igralce pustili nekaznovane. Hiter znoti napad Slavinih igralcev. Strel, Ulaga je bil pred golom, nažalost ni dobro zadev ploščka. Napad Slavije še vedno traja, gneča, priboril si je plošček Ulaga, podaja na položaj Karu, Kar strelja proti golu, oster strel. Kar, dolgi strel Kara. Seveda prepovedan dolgi strel plošček se sili v obrambno tretjino Slavije. Še 2 minuti in pol do konca prve tretjine, izid je 1-0 za Slavijo. Hiter proti napad, sam, dvigena sodniška roka in kazenski strel za moštvo Slavije v 19. minuti prve tretjine. Sodniki so ocenili, da je Zagorci imel lepo priložnost za zadetek. Kazenski strel bo izvajal Črt Snoj. Črt Snoj ima priložnost, da minuto in pol pred koncem, oziroma 2 minuti, povede Slavijo 2-0. V vratih vratar Svensson. Prav! Črt Snoj 2-0. 2-0. V 19. minuti Črt Snoj. Tokrat je bil vratar Svensson resnično nemočen. Če
Včeraj se ga spomnimo, da je branil sedemkrat je uspel braniti strele hokejistov Slavije. Danes pa ga je Črtsnoj uspel premagati. V ekipi Slavije namreč igrata dva snoja, brata Rok in Črt. Tokrat zopet sodniška piščalka in izključitev na strani Avstrijcev. Na klop odhaja avstrijski igralec Weidhauser, številka 4, 2 minuti. Slavija ima dobro minuto pred koncem prve tretjine, igralca več. To je že peta izključitev na strani avstrijskega moštva Bregensweida. Zopet sodniška piščalka. We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. 'Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. You wanna fight, step inside the ring. Še dobra minuta do konca prve tretjine. Slavija ima igralca več na ledu, priložnost, da morda doseže v tej tretjini še tretji zadetek. Šimunović pri ploščku, podal je Rajserju, Šimunović in Rajser sta kombinirala. Rajser iza gola vratarja Svenssona, oster strel Kara proti vratom, plošček se je odbijal kot v biljardu in končal za vrati. Slavija, zopet dvigena roka pri sodniku, obeta se nova izključitev. Piščalka, nova izključitev pri Bregensweidu. Kdo odhaja na klop? Odhaja na klop številka 12. Unterberger, branilec Unterberger odhaja na klop. Dobre pol minute pred koncem prve tretjine ima Slavija na ledu 5 igralcev. Moštvo Bregensweida 3. Tokrat 2 igralca več na ledu. Ali bo Slavija v teh 30 sekundah uspela? Živci delajo, seveda Avstrijcem so napeti živci. No, Avstrijci so se uspeli ubraniti. Sekunde v prvi tretjini se iztekajo. Slavija vodi. Še nekaj sekund in konec bo prve tretjine. Prve tretjine druge finalne tekme med Playboy Slavijo in Bregensweidom. Še vedno je vroče. Še vedno. Še 19 sekund, 2 igralca več na ledu. Nič, strel. Avstrijska trojka se je uspela ubraniti. Prej sem rekel, da je samo še nekaj sekund do konca. Nažalost, ura na semaforju je bila tako pokrita, da sem mislil, da je samo še nekaj. Avstrijci so dobili 4. igralca na led. In zdaj se izteka resnično zadnja minuta tekme med Playboy Slavijo in Bregensweidom. V hitrem napadu. Slavija sedaj kombinira. Iščejo priložnost za strel proti golu. Tudi Bregensweid je v popolni postavi. Znova je na ledu
na obeh straneh po 5 igralcev. No, Zagorc hitro udrsal v napadalno tretjino. Lindström ga je uspešno zaustavil in konec prve tretjine, ki se je končala z vodstvom Slavije 2:0. Kdor ujame žogico, dobi darilni kupon na blagajni. Dajmo en aplavz za Zajčici. Hvala punci, luštne repke imata. Cause I like to fly, don't lie, so high, directions coming. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, ljubitelji hokeja, čakamo na začetek druge tretjine, druge finalne tekme Slovensko-avstrijske lige med Playboy Slavijo in Bregenswaldom. Po prvi tretjini vodi Slavija z izidom 2:0. Strelca za Slavijo sta bila Ščap in Črtznoj. Črtznoj je bil strelec iz kazenskega strela. Današnjo tekmo sodi sodniška četvorka. Borut Lešnjak in David Kamenšek, pomagata pa kot linijska sodnika Aleš Lešnjak in Tilen Pahor. V prvi tretjini smo kar videli precej izključitev. Na strani Bregenca je bilo 6 izključitev po 2 minuti, na strani Slavije 3 izključitve po 2 minuti in disciplinska 10-minutna kazen za igralca Slavije Jančarja. Visoko dvigana roka sodnika pomeni, da bo eden izmed igralcev Slavije moral zapustiti led. Kdo bo izključen? Sodnik Kamenšek je določil Ščapa, Ščap, druga izključitev. Oziroma prva izključitev Ščapa, strelca prvega zadetka za Slavijo. V uvodni minuti prva izključitev na strani Slavije in ekipa Bregenswalda bo igrala z igralcem več na ledu. Z uradne zapisnikarske mize so sporočili, da so Ščapa izključili zaradi nepravilnega oviranja enega izmed avstrijskih igralcev. Ali bodo Avstrijci tokrat izkoristili številčno premoč na ledu? Kot sem že dejal, Bregenswald je moštvo, ki največkrat v tej ligi izkoristilo premoč igralca več na ledu in so dosegli zadetek. Zvit strel Nelsona Grisma, švedskega igralca, branilca. Ban, Avstrijci pletajo počasi mrežo. Še minuta, nevaren strel, zopet Nilsona iz modre črte. No, tokrat so uspeli hokejisti Slavije zaustaviti plošček in ga odbiti daleč od svojih stran, kar je priložnost za hitro menjavo. Še 37 sekund bo Slavija igrala z igralcem manj. Hiter napad vlaga. Še 22 sekund.
Ulaga spretno zadržuje plošček v napadalni tretjini in seveda pridobiva dragocene sekunde. Še nekaj sekund bo Slavija z igralcem manj na ledu in v tem trenutku je Slavija v popolni postavi. Rajsar in Gorše v napadu ovirata avstrijske igralce. Gorše je odlično izbil plošček enemu izmed Avstrijcev. Plošček je odletel iz drsališča. V uvodnih minutah druge tretjine so Avstrijci začeli bolj agresivno, kar je bila posledica tudi izključitve enega izmed igralcev Slavije. Na srečo pa številčne premoči Avstrijci niso kronali zadetkom. Hokejisti Slavije so krenili v napad, dvigena sodniška roka in na klop odhaja nov avstrijski igralec, to mislim, da je igralec Wolf, branilec Wolf, številka 7, novi 2 minuti. To je že 7. izključitev na strani Bregenzweida. No, Avstrijci so se uspeli ubraniti tega napada. Slavija mora od svojega gola znova organizirati napad z igralcem več na ledu. Kdo bo plošček? Plošček je že v napadalni tretjini Slavije. Sodržnik ga drži. Rajsar strelj. In Avstrijci se rešujejo z dolgim udarcem preko celotnega igrišča. Kar je seveda dalo priložnost, da na led pride nova njihova sveža četvorka. Še vedno plošček skače, plošček zopet. Slavija ima še 40 sekund igralca več na ledu. Težko organizirajo napad. Avstrijska četvorka se zelo agresivno brani. Šimunović je sedaj pri ploščku. Šimunović išče prostega igralca. Šimunović, lepa poteza, strelj in vratar Svensson je obranil strelj roka črta. Še 4 sekunde je ostalo do izteka kazni branilcu Bregenzweida Wolfu. Sodniški met v obrambni tretjini Bregenzweida. 4 sekunde še stale v kazni. In Avstrijci v tem trenutku tudi v popolni postavi. Zopet na ledu 5-5. Ulaga. Gol! Gol!
Takoj, ko so Avstrijci dobili petega zadetka, je padel tretji zadetek. Tretji zadetek. To je kazalo, da so se Avstrijci odlično ubranili številčne premoči hokejistov Slavije, so ti ob izenačenju moči na ledu dosegli tretji zadetek. 3-0 za Slavijo v 6. minuti druge tretjine, druge polfinalne oziroma finalne tekme Slovensko-avstrijske hokejske lige. Strelec je bil, kot smo lahko slišali, uradnega napovedovalca Tilen Zagorc Spilko. 3-0 za Slavijo, nov napad Slavije, strel in vratar Svensson je zadržal plošček v svoji rokavici. Odličen hokej, odlična igra igralcev Slavije danes. Danes so našli tudi pravo pot v vrata vratarja Svenssona in so kar 3-krat že porinili plošček za njegov hrbet v njegovo mrežo. Danes gledamo povsem drugačno moštvo Playboy Slavije. Uspeva jim praktično vse, dobra obramba, napadalci so razpoloženi in seveda ne manjka tudi zadetkov. Upamo, da jih nismo pohvalili prehitro, kar ne pomeni, da so Avstrijci že odpisani. Do konca tekme še več kot 1,5 tretjine. Šimunović je tokrat naredil zelo nevarno potezo pred svojim vratarjem, silo in hvala bi Avstrijci kaznovali to nepremišljen strelec tretjega zadetka Tilen Zagorc Spilko. Da, Avstrijci so videli, da je bil eden izmed njihovih napadalcev še v obrambni tretjini Slavije in nov napad avstrijskega moštva. Pfeiffer. Navijači obeh ekip so postali zelo glasni. Seveda obe ekipi potrebujeta spodbudo. Avstrijci predvsem, da bi morda znižali visoko vodstvo Slavije. Navijači Slavije pa seveda si želijo, da še dosežejo kakšen zadetek več. Haller dobro uvira hokejiste Bregenswalda, da težko pripravijo izhod iz svoje obrambne tretjine in da preide v napadalno tretjino. Kampa, zelo pod... No, priložnost za hiter protinapad. Nič, sodniška piščalka je ostala nema ob tako očitnem prekršku enega izmed hokejistov Bregenswalda. Vratar Sila seveda pokrije plošček in igra se je zaustavila. Nadaljevala se bo s sodniškim metom v obrambni tretjini Slavije.
Zelo nevaren strel Wolfa iz modre črte, ampak vratar Aleš Sila je bil zopet na mestu in zaklenil svoja vrata. Ostaja 3-0 za Playboy Slavijo. No, Slavija je le uspela praviti ploček iz svoje obrambne tretjine in sedaj se je igra preselila v obrambno tretjino Avstrijcev, ki pa že vodijo ploček iz svoje tretjine. Da, vratar Sila pokrije, Van je hotel mu izbiti ploček, malce vroče krvi. Sodniki seveda stopijo vmes, da ohladijo vsaj na oči vroče igralce. Dober vratar je zlata vreden za vsako ekipo. In če zaklene svoja vrata, je več kot polovice bliže tisto moštvo, ki ima tako dobrega vratarja, kot ima tokrat Slavija, Aleša Silo. Še vedno gledamo zelo oster hokej. Vratar Sila, nevaren udarec iz modre črte avstrijskega branilca Unterbergerja. Slavija v hitrem protinapadu. Ali bo Haller prišel do ploščeka? Ne. Javornik. Oglasila se je sodniška piščalka. Dve minuti kazni za Slavijo. Očitno je prišlo do nepravilne menjave. 6 igralcev Slavije na ledu. Javornik mora oditi za 2 minuti na kazensko klop. Moramo verjeti sodniški odločitvi, da je bilo na ledu res 6 igralcev Slavije, ker nismo videli menjave. Slavija ima tako že 5. kazen in 5. igralca manj na ledu. Bodo Avstrijci tokrat izkoristili številčno premoč. Branilec Ban kombinira z Waldhauserjem. No, plošček je le bil izbit iz obrambne tretjine Slavije, Avstrijci pa v ponovnem hitrem napadu. Reiser je izbil ploček. Še minuta kazni za Javornika. Še minuta upanja za Bregenzwald, da doseže prvi zadetek. Avstrijci imajo nekaj težav, da pripravijo vhod v napadalno tretjino. Plošček zopet zunaj. Znoj je izkoristil trenutek, da Slavijo omogoči zamenjavo četvorke na ledu. Soderežnik
dolg udarec sodežnika čez celo drsališče, sekunde teče, še 10 sekund Slavje z igralcem manj na ledu. Slavja v popolni postavi. Simonovič. Javornik je imel lepo priložnost za zadetek, takoj ko je pritrsal na led iz kazenske klopi. Rajsar. Zastavili so ga ob ogradi. Avstrijci so se očitno odločili za novo taktiko, pokrivajo igralce Slavje v celem drsališču, nevaren strel Roka Snoja. Vratar Svensson je plošček odbil. Slavija še vedno v napadalni tretjini. Plošček je sedaj kdo bo prepovedan dolgi strel in igra se seli pred vrata vratarja Sile. 3-0 je na semaforju za Playboy Slavijo. Za nami pa teče že 14. minuta druge tretjine, druge finalne tekme slovensko-avstrijske hokejske lige med Playboy Slavijo in Bregenzwaldom. Leteča menjava na strani Playboy Slavije, Avstrijci pripravljajo nov napad. Zagorčev sto za trenutek, da ustavite Avstrijce. Odličen prenos do Vlaga. In vratar Svensson pokriva plošček. Pred Vlago je vratar Svensson pokril plošček. Za nami je že 15 minut igre v drugi tretjini. Grob prekršek, udarec, palico in vratar Sila brani. Vroča kri, malce rokoborbe, igena roka sodnika Kamniška. Zopet dve izključitvi, vsaka na eni strani. Izključen. Pri Slaviji je Šimunovič. Gosti pa bo moral na klop številka 29 Pfeiffer. Avstrijcem je to že 8. kazen, za Slavijo je to 6. dvominutna kazen. Če odštejemo seveda 10 minut disciplinske kazni za Jančarja. Obe moštvi bodo sedaj nastopili s po 4 igralci na ledu. Andreas Breitner je streljal proti vratom vratarja Sile. Še vedno traja napad Avstrijcev. Plošček se odbil od vratarja Sile. No, sedaj je na težkih mukah vratar Sila. Plošček je le odbit.
igra 4-4. No in sedaj vlaga, plošček je udaril daleč v obrambno in tal. Rajsar in pred Rajsarjem je plošček odbil Feknard Kirkechter, ki vedno traja napad Slavine četvorke. Rok Snoj. In plošček je odletel iz ledene ploskve. Sodniki so se odločili za met v nevtralni tretjini. Še dobrih 20 sekund kazni za oba igralca, tako pri Slaviji kot pri Bregenswaldu. Vlaga v nov napad, Kurt Snoj, strelec in vratar Svensson brani. Sodržnik udarec in plošček zopet odletel z ledene plošče. Še 7 sekund kazni za oba dva izključena igralca, tako pri Slaviji kot pri Bregenswaldu. Do konca druge tretjine pa še slabe 3 minute. V tej tretjini vodi Slavija z 1-0, oziroma dosegli so en zadetek. V skupnem seštevku pa na semaforju 3-0. Obe moštvi popolnih postava. Tako je, odlično Javornik in sedaj Slavija v hitrem protinapadu. Strel in plošček odletel izva ograde drsališča. Še 2 minuti in pol do konca druge tretjine. Druge finalne tekme med Playboy Slavijo in Bregenswaldom. Sodniška piščalka, zopet prepovedani dolgi strel in igra se seli pred vrata vratarja Svenssona. Slavija pritiska. Kdo si seveda ne želi 4. gola v mreži Avstrijcev. Zvit strel s plave črte Čampe. In sedaj za trenutek so Avstrijci uspeli odstraniti nevarnost iz svojih vrat.
Da gledamo trd hokej in dinamičen. Lepo je hotel Črc Znoj podati do vlage. Zadnja minuta. Črc Znoj skuša. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the Prekinitev. air. Put your hands up in the Še 45 sekund do konca druge tretjine. Put your hands up in the air. Pijejo. In the air. Put your hands up in the air. Bo kot kaže dobila Slavija 1:0. Še 45 sekund do konca. Znova prepovedani dolgi strel. In igra se bo nadaljevala s sodniškim metom v obrambni tretjini Slavije. Sodniki so očitno opazili, da ni bilo pri sodniškem metu nekaj dobro izvedenega in bodo ponovili. Še slabe pol minute do konca druge tretjine. Opa, Zveča in seveda znova zavrela kri, ko je vratar sila pokril plošček. Sodniki opazujejo, bodo koga poslali na hlajenje. Do konca tekme, oziroma do konca druge tretjine, še 10 sekund. No, sodniki so se odločili, da 10 sekund pred koncem ne bodo nikoga poslali na hladitev. Očitno računajo, da se bodo glave obeh moštev ohladile v drugem premoru med drugo in tretjo tretjino. In konec druge tretjine, ki jo je dobilo moštvo Playboy Slavije z 1:0, skupni rezultat po dveh tretjinah 3:0. Strelci za Slavijo so bili Ščap in Snoj v prvi tretjini, v drugi tretjini pa je bil uspešen Žagar oziroma na končke bo hoče čisto samo. Cenjeni gledalci, spoštovane gledalke, ljubitelji hokeja, začenja se tretja tretjina druge finalne tekme med Playboy Slavijo in Bregenzwaldom. Rezultat po dveh tretjinah je 3:0 za Slavijo. Uspešni strelci za Slavijo v prvi tretjini so bili Ščap in Črc Znoj iz kazenskega strela, v drugi tretjini pa je bil strelec Tilen Zagorc Pilko. Gledamo zelo dinamično tekmo, kjer pa prevladujejo hokejisti Playboy Slavije. Da, Svensson je bil prehiter, dva igralca. Pump and the fans all go insane.
Bregenvalca so bila še vedno v napadalni tretjini. Hockey game, oh, the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dance the skates. Današnjo tekmo sodi sodniška četvorka Damik Kamenšek, Borut Lešnja glavna, Vinanska pa sta Tilen Pahor in Aleš Lešnjak. No, Klauzar je uspel zadržati. Slavija spretno skuša pripraviti še priložnost za zadetek, toda Plošček je znova ušel iz napadalne tretjine, tako da mora Slavija organizirati nov napad. No, Haller je spretno posredoval. Kdo si bo sedaj izboril Plošček? Oglasila se sodniška piščalka, tako da bo se igra nadaljevala s sodniškim metom v obrambni tretjini Slavije. Cause man really is the only thing. Get out of the way, come in. You wanna find the shadows of the room. Na led sta prišli sveži petorki pri obeh moštvih. Hiter protinapad Slavije, Zagorc v napadalni tretjini, odlično in takšna priložnost za Ulago. Vratar Svensson je bil že skoraj povsem premagan. Napad Slavije še traja, Ščap malce nerodno odbil Plošček. In znova Slavija preko Zagorca v napad, leteča menjava pri Slaviji. Avstrijci organizirajo nov napad. V teh uvodnih minutah Slavija igra odlično, tako v obrambi kot v napadu. Šimunović. Kaj bo sedaj? Nič. Avstrijski hokejisti so si priborili Plošček in krenili v napad. Leteča menjava pri Slaviji. Haller, ki je prišel s klopi. Haller zopet pri Ploščku. Podaja predpovedani dolgi strel, ni to. Eden izmed igralcev se je Ploščka dotaknil, tako da se igra neovirano nadaljuje. Haller je bil prehiter. Zopet malce zavrela kri med igralci. Sodniki pa so posegli vmes in pomirili razuneče glave.
Sodniški met v nevtralni tretjini. Prva petorka Slavije na ledu. Prva petorka Slavije, Karš, Čap, Ulaga, Črcno in Zagorc. Danes je ta petorka več kot solidno opravila svojo nalogo. Dosegla 2 zadetka, to sta bila Ščap in Zagorc. Za nami pa že 6. minuta v zadnji, tretji tretjini. Izid 3-0 za Slavijo. Obe moštvi sedaj malce taktično igrata, skušata si pripraviti priložnosti. No, sodržnik je odlično prodrl pred vrata Svensona, dvigena roka sodnika Kamenška in kdo bo šel na klop? Na klop odhaja eden izmed avstrijskih igralcev, številka 8, Bereuter. Bereuter 2 minuti kazni zaradi nepravilnega zadrževanja oziroma udarca s palico. Avstrijci imajo danes že 9. izključitev, tako da so na klopi presedeli že 18 minut. Nevaren strel Kara iz modre črte, še enkrat Kar pri pločku. Slavija tke mrežo okoli vrat Bregenswalda. Še strel Kara znova iz modre črte. No, tokrat očitno so Avstrijci uspeli odvzeti našim plošček in krenili v napad. Nilsson dobro zadržuje plošček. Sekunde teče, še minuta prednosti za Slavijo, ki sedaj organizira nov napad. Plošček je igralcem Slavije odšel iz napadalne tretjine. Klavžar ga vodi nazaj, 3-2, bo uspela akcija. Snoj, nažalost, tokrat še en udarec. Svensson brani. Še 25 sekund prednosti, igralca več na ledu za Slavijo. Kot kaže, številčne premoči Slavija ne bo izkoristila. Sodržnik se je odločil, da bo sam popeljal moštvo v napad. Vratar Svensson pa je leteči plošček zadržal v svoji roki. 2 sekunde in moštvo Bregenswalda bo znova v popolni postavi. Bregenswald znova s 5 igralci na ledu. Ulaga streljal proti golu
ploček pa visoko nad vrati vratarja Svensona. Nova dvignjena roka sodnika. Dvignjena roka stranskega sodnika zaradi prepovedanega položaja enega izmed igralcev Bregensweida. Avstrijci znova pripravljajo prehod v napadalno tretjino. Slavija pa je ta napad prekinila in sama krenila proti vratom vratarja Svensona. Gledamo zelo hiter hokej, veliko drsanja z malo prekinitvami. Avstrijcem se seveda mudi, da bi dosegli vsaj en zadetek. Na drugi strani Slavija spretno ohranja prednost 3 zadetkov. Znova zopet malce vročince na ledu, malce boksarskih vložkov, trusnik, rokalice, rokoborba. Gre boj za nešportne vložke. Sodniki se trudijo, da bi ločili oba dva igralca. Očitno bo kazen hlajenja za oba dva 2 minute. Sodniki se valjajo, linijski sodniki se valjajo skupaj z igralci po ledu, da jih lečijo. Razogreten klaver. Kaj pomeni dokončna izključitev tako za igralca Slavije. Kdo je gospodar v Zalogu? Oba dva igralca, tako pri Slaviji kot pri GMC-ju, bosta zapustila led. Andreas Berajter pri Avstrijcih. Kaj se bodo odločili sodniki? Ali bodo oba dva poslali za samo 2 minuti na kazensko klop, ali pomeni to disciplinska kazen igre. Mislim, da sta se oba boj zaslužila 2-minutno hlajenje na kazenski klopi. Vendar pustimo se presenetiti strani sodnikov. Zanimivo je bilo gledati, kako so se, po domače rečeno, pujsali po ledu igralci in oba dva linijska sodnika. Takšnih vložkov na ostalih hokejskih tekmah le redko kdaj vidimo. No, sodniki so se odločili kar 5-minutno kazen za igralca Slavije in 2-minutno kazen za igralca Bregensweida. Torej, Andreas Berajter 2 minuti kazni. Tako so se odločili sodniki, sodniška četvorka. David Kamenšek, Borut Lešnjak kot glavna sodnika, kot stranska pa Aleš Lešnjak in Tilen Pahor. Seveda pomen druge tekme je izredno velik, tako da so živci na obeh straneh zelo napeti. Andreas Berajter že sedi.
No, kot smo zvedeli iz zapisnikarske mize, Rok Prusnik je dobil tudi kazen igre, tako da je moral zapustiti led. Sodniki so ocenili, da je bil pregrob in za to svojo grobost je dobil kazen igre. Obe moštvi sedaj s po 4 igralci na ledu. Za nami pa že 10 minut. No, sodniki so tokrat le videli tudi prekršek avstrijskega igralca. Na klop odhaja številka 7 Wolf.
Hajde gledalci! Hajde smisla!
Martin. Hvala tudi Zajčicam, lepo je videti na ledu. Schöne Keimweg, liebe Gäste aus Bregenz, Schöne Keimweg.